Jaz sem palček, med koreninami živim, se po gozdu rad podim in srečo lovim. Jaz sem palček, samo v oči pogledam ti in izvem za vse, kar ti po glavi roji. Sedemkrat sem močnejši kot ti, hiter sem in vedno nasmejanih lic. Jaz sem palček, sem najstarejši tot okrog in za vsako bolj si lek dobim iz zalog. Jaz sem palček, zelo sem majhen in preprost, če pa rad bi me spoznal, boš moral v gost. Se sovražnikov izogibam, norih kratov se ogibam in za družbo imam lisjaka, ki prorad s menoj koraka. Pazi na mene pohodiš, ko po gostu našem blodiš in nikar ne luparije po glavi ne norijo. Vem, sedemkrat sem močnejši kot ti, hiter sem in vedno nasmejanih lic. O, kako ste prijatelji? Vidite, tale debela knjiga je moj dnevnik. Van si zapišem vse, kar se mi dogodi in ravno kar obujam spomine. Dajte mi že mir! Vaju bomo res našeškati? David, poglej, kdo je prišel, tvoja pravnukinja Suzana. O, lepo, da si prišla, Suzana. Kaj ni moja pravnukinja srčkana? O ne, nikar. Sram me je, ne bodi tak. Suzana ima prav, vedno jo spraviš v zadrego in prav nič ti ni mar... Babica, nisem več otrok, stara sem že 65 let. V redu, v redu, v redu, sedi že in povej, zakaj si prišla. Povabili so me na zabavo k Timoteju. Suzana, kaj nosiš v tem zavoju? Je mogoče darilo za Timotejevo vnukinjo? Ja, ker je bil tako prijazen, da me je povabil na zabavo za vnuke, bi mu rada dala tole malo darilo za vnukinjo. Babica, poglej. Robček je, misliš, da ji bo všeč? Res prava umetnina, si ga sama stkala. Ja, babica, čisto sama. Kdaj gremo na zabavo? Si že nestrpna, kaj? Ne skrbi, prišli bomo pravočasno, takoj gremo. Ja, če zamudimo, nam Timotej lahko zameri. Veš, da je zelo nestrpen. Ja, se spomniš, kakšen je bil Timotej zadnjič? Seveda se spomnim, še zdaj ga vidim pred sabo. Povej mi, kako je bilo, dedek? No, če te res zanima, ti bom povedal. Nekega dne njegova žena je bila že v 12. mesecu nosečnosti in v nestrpnem pričakovanju je Timotej končno postal oče. Kot veš, imamo palčke otroke samo enkrat v življenju in to vedno dvojičke. Oče, postal sem oče, oče. Joj, kakšna sreča, kako sem srečen, postal sem oče. Timotej je tako kot vsi palčji očetje zaupal vzgojo svojih 2 otrok materi.
Timotejeva dolžnost pa je bila, da se je igral s malčkoma. Zdaj sem jaz na vrsti. Igraj se z mano. Ona je bila dalj časa. Goljufa. V redu, Joj, kako je to zamotano. Hikoniča. Hop. Dvojčka sta dopolnila 13 let in od takrat naprej je Timotej začel poučevati sina o uporabi užitnih rastlin. Tale modra goba je užitna. Lahko jo ješ. In kakor vidiš, vedno raste zraven teh rdečih mučnic, ki pa niso užitne, so strupene. Si razumel? Tale trava zdravi revmo. Pomagaj, oče, na pomoč. Starši naučijo svoje otroke tudi žvižgati, da pokličejo na pomoč, če so v nevarnosti. Kaj? Tu sem, sine. Pridi. In medtem, ko je Timotej učil sina vseh stvari, je Janževka, njegova žena, učila deklico zadeve primerne njenemu spolu. Ne, hotel sem ti povedati samo zgodbico, pa sem ti povedal celo zgodovino. Nič hudega, zelo sem uživala. Dobro, veseli me, da si se zabavala. Suzana. David, če ne bosta šla, bosta prispela prepozno. Ja, prav imaš. Prav imaš, Liza, na pot morava. Pred nama je kratko in verjemi mi tudi lepo potovanje. Hitro bova tam, ker ne bo nesel najin prijatelj Švist. Upam, da ti bo všeč, Suzana. Ja, prima, dedek, čudovito. Poglej, Suzana, kakšna lepa pokrajina. Res nekaj posebnega. Ti je všeč? Ja, čudovito je, dedek, prelepo, res uživam. Divja koklja zna prešteti samo 3 piščance, na vse druge pa pozabi. Revčki izgledajo prestrašeni. Seveda, če jih je zapustila njihova mama. No, tamle je, spet samo stremi. Glej, tiste lepa hočejo čez reko in tako se oddaljuje od mame. Ustaviti jih moram. Počakajte malo, stojte, no. Nazaj, k mami morate. Švist, pomagati morava detku Davidu. Pojdiva in povejva mami. Hej, kaj res ne vidiš, da si izgubila skoraj vse otroke? Ne pazite, padli boste v vodo. Dedek, pripeljala sem ti kokljo s piščanci. Čudovito, čakaj, takoj bom zunaj. No, zdaj smo spet si na kupu. Upam, da jih ne bo več izgubila. Krasno, tako je prav. Končno spet si skupaj. Naj me koklja brsne, če ni to lepo.
Samo šteti se boš morala naučiti. Dedek, če ne misliš kmalu iz reke, se boš prehladil. Zelo star si že. Ne bodi nasmešna, odlično se počutim. Lahko... Moj škoren! Prav trapasto bi sledil brez škornja na zabavi. Kura zmešana, na otroke boš morala bolj paziti. Samo trenutek. Nekaj sem se spomnil. Pojdi. Še ti. Ker sta šteti samo do 3, bi bilo najboljše, da hodijo skupaj piščanci enakih barv. Torej, po 3 in 3. No dobro, če boš od zdaj ravnala tako, ne boš izgubila nobenega otroka več, razumeš? Srečno! Srečno! Srečno, Srečno! Srečno! Srečno in zlic! Obleci se že, dedek, in prosim te hitro. Zamudili bomo na zabavo. Že v redu, ne bodi sitna, se oblačim in prosim te, ne glej me tako začudeno. Poglej malo naokrog, kajti nisem rekel, da bo to lepo in srečno potovanje. Prav imaš, dedek, samo malo prehitro je. To je grozno. Še nikoli nisem potovala tako hitro. Res škoda, da sem videla samo polovico poti, ker sem toliko mižala. Res mi je žal. Smo že prišli do vrta, kjer živi Timotej. Nisem vedela, da je Timotej vrtni palček. Poglej, dedek, tamle je zid. No, ko bomo prišli na drugo stran, bomo že na jasi, kjer je zabava. Aha. Moj prijatelj Timotej živi na tem vrtu, že odkar se je oženil. Kaj pa ti je? Povej mi, zakaj te je strah? Zaradi tiste pošasti, ki leti nad nami. Saj ta zmaj je le igrača, na kateri je narisan trolekov obraz. Res trapasto. Prestrašila sem se samo zato, ker ga prvič vidim. No, popotovanje se je srečno končalo. Prispela sva. Hop. David! Dečko, nisem te spoznal, tako si zrasel. Zdravo! Dobrodošla na zabavi. Hvala. Na, Suzana, dam ti zmaja. Hvala. Smešen je, pa še leti lahko. Hvala. Na, prinesla sem darilo za tvojo sestro. Greva k njej. Mladi so takoj prijatelji. Žal mi je, Švist, ampak ti res ne boš mogel na veselico. Tukaj počakaj na naju, dokler ne prideva. Kmalu se vidimo. Ja, kje pa je gostitelj? Kje je Timotej? David, tu sem! Timotejček! Stari moj, tu sem. Hej, David, kakšno presenečenje. Lepo, da se spet vidimo. Zakaj pa ni Lize? Ni se počutila najboljše. Prijatelji, predlagam, da zapleše David.
zadnji ples. A strašansko sem že je. Na tvoje. Kaj pa je narobe? Boš videl, nekaj bi ti rad pokazal. Ljudje so brez občutka. Dan za dnem uničujejo vse več dreves. Če bodo tako nadaljevali, ne bo več gozdov. Mi palčki ne moremo storiti ničesar. Ko se bodo zavedli, kaj počnejo, bo že prepozno. Za njih in za nas. Obupan sem. Prestar sem že, da bi odšel in živel drugje. Ne bo ti treba. Tvoja hiša je daleč od ceste. Morali pa si bomo izmisliti nekaj, da bomo ustavili to nevarno pustošenje. Ja, če bodo ljudje tako nadaljevali, ni rešitve za njih. S temi smrtljivimi škatlami zastrupljajo gost in ga polnijo s hrupom in dimom. Ni mar, če uničujejo. Švist, kaj pa je narobe? Kaj delaš tukaj? Prezgodaj še, da bi šli domov. Timotej, nekaj se dogaja na tvojem vrtu. Vrnimo se. Pokaži, no? Kdo ti je strgal zmaja? To res ni težko ganiti, to je trolekovo maslo. Jasno, bil je on, divjak. Spotaknil se je, že spet so troli. Sta tile troli, ki pa res pretiravajo. Timotej, goste moraš brz spraviti proč. Hitro naj se skrije v hišo. Gremo! Pohitimo! Skrite se v hišo! Brž v hišo! Tecite! Suzana! Kje pa si? Tukaj, strah me je, dedek. Ne hodi sem, teci noter. Brž, pojdi. Gremo, ne me čakajte. Zdaj vas imamo na kupu. Prosneti barabini. Kaj pa delaš, David? Si zdoril? Tako tukaj sva. Dedek. Suzana, je vse v redu s teboj? Vsi smo v redu, rešil si nas. Ni zakaj. Naučiti jih moramo kozih molitvic barabine. Ne skrbi, draga. Dobro vem, kako se jih je treba lotiti. Ja. Ampak David, pazi nase. Trolek in njegova tolpa so zelo nevarni. Vem, kako je treba z njimi. Ne skrbi zame. Nasvidenje, prijatelji. Vidimo se. Dio. Bravo. Vesel sem, da sem te spoznal, Suzana. Upam, da se bova kmalu videla. Tudi meni je čas tabo preveč hitro minil. Ne pozabi name. Ne bom. Srečno. Kaj bo storil, dedek? Dedek, kaj si zavohal? Ja, obrezno švist. Zelo blizu so. No, zdaj jim bova pokazala švistke, ne? To ne bo prav lahko.
čakaj, zakaj ne bi tega storil kdaj drugič, a? Glej, jih spijo. Gremo nazaj domov. Zaslužili so lekcijo, kaj ne? Odlično. Švist, ti se skri. Res smešno. Prvič se bo zgodilo, da nam bo človek pomagal. Zabava se že pričenja. Kaj je to? Kaj je to? 30. Kaj je to? Maje, drevo. Tako, zdaj pa res lahko gremo domov. Dedek, zakaj me ne pustiš spredaj? Ko sva prihajala, nisem mogla vsega videti, pa bi tako rada. Dobro, naj ti bo, samo trdno se držiš Švista, da ne boš še kakšne nesreče. Veš, zelo lep dan je bil. Nikoli ga ne bom pozabila. Vlicvajc! Prihodnič nam bo David pripovedoval o rastlinah, ki jih palčki gojijo in jedo. Vendar pa ga prekine klic na pomoč. Odpravi se na dolgo potovanje prav do Sibirije, kjer ga potrebuje kralj Sergej. Medved je imel smolo in se je znašel v hudem škripcu. Bo Davidu in sibirskim palčkom uspelo rešiti zaspanca?